Včeraj je zagorelo skladišče goriva iz odpadkov na območju podjetja Cerp Puconci, kjer je izbruhnil obsežen požar. Več o trenutnem stanju v občini Puconci nam je povedal župan občine Puconci Uroš Kamenšek. Ja, zdaj po tistem začetnem velikem požaru je stvar omejena, torej požar je pod nadzorom, vsake toliko se pojavijo nova žarišča, ampak to je popolnoma razumljivo. Glede na to, da je bil onemogočen vstop v središče, v center samega požara, je bilo včeraj popoldne odrejeno v sklopu intervencije odstranitev objekta. To ravno v tem trenutku poteka, potem sledi prekopavanje, ampak stvari so pod nadzorom, stvari niso več kritične. Dejstvo je, da se pač trudimo po najboljših močeh, da uredimo kar se da hitro. Sproti tudi obveščamo lokalno prebivalstvo. Jaz vedno pravim, občanke, občani, ljudje so nam na prvem mestu, zato tudi izvajamo meritve. Tudi jutri se bodo še naprej izvajale meritve kakovosti zraka, ki v tem trenutku kažejo, da se stanje izboljšuje, da dim ni več tako gost, toliko nevaren. Tudi današnje razmišljanje, kaj narediti s poukom, je šlo ravno v tej smeri, da ne ogrožamo otrok. Sreče se je veter potem obrnil in smo lahko nekako to razmišljanje opustili o prekinitvi pouka. Torej, jaz sem bil sam prisoten v šoli na objektu, ni bilo zaznati smradu po zažgani plastiki, kot zdaj v medijih lahko razberemo. Torej, pogoji so bili ustrezni, pogoji so bili varni in zato se je pouk nadaljeval. Jaz ne želim prejudicirati pred zaključkom preiskave, ampak na podlagi same količine te zbrane frakcije skoraj da kaj drugega kot samo vžig ne bi mogel biti. Občankam, občanom želim sporočiti, trudimo se po svojih najboljših močeh, torej ni občina Puconci lastnik tega objekta, to je center za ravnanje z odpadki, je v lasti vseh 27 pomurskih občin. Res da je locirano na območju občine Puconci, zato se še toliko bolj trudimo. Prosim za razumevanje, prosim za potrpljenje, v par dneh bo ta kalvarija, če tako imenujemo, zaključena. Je pa res, da se že sedaj pogovarjamo, kako naprej. Torej, še bolj bomo povečali varnost, še bolj bomo delali v smeri, da izključimo vse dejavnike nevarnosti in da čim več teh zbranih odpadkov predelamo in kar se da hitro tudi potem damo v uporabo drugam. Državne inštitucije zaenkrat še niso priskočile na pomoč, čakamo na njihov odziv. Je pa res, da jaz vem, da smo vsi seznanjeni s problematiko in jaz jemljem tudi ta dogodek tule kot eno pomnik, da pa vendarle kljub temu, da se zavedamo problematike, nismo naredili ničesar, lahko rečem. Ta požar nam je nekako spet nazaj odprl oči, da stvar ni hec in da stvari moramo urgentno reševati, vendar ne zgolj na območju občine Puconci, temveč na območju celotne regije, kar pa je še pomembneje, to za nami je stvar države. Težko komentiram, ker nisem vključen v te pogovore. Res je, da smo tudi mi pošiljali pobude, res je, da smo tudi mi prosili jaz osebno pomurske poslance, da malce premaknejo stvari naprej. Konec koncev to ni zgodba samo Puconcev, Puconskega centra za ravnanje z odpadki, ampak se vsi centri v Sloveniji soočajo z isto težavo in prepričan sem, da ravno ti dogodki pomenijo tudi malce pospešitve zadev, razmišljanj in pa iskanja skupnih rešitev. V zvezi s požarom na Cerupu v Puconcih nam je poveljnik Gasilske zveze Puconci Vlado Vlaj povedal o razmerah na intervenciji. Intervencija se je začela včeraj zjutraj po 1 uri, nekje 1:40 je bil alarm za domačo društvo Valnečeva, po 1:50 je že naslednji alarm. Intervencija sama kot intervencija zelo zahtevna. Veliko območje,
kjer je zavzel celoten požar, bilo je celotno pod požarom, razmere težke, sodelovalo je 18 društev v štartu, na to smo aktivirali še nadaljnje 4, po potrebi smo pa še aktivirali 4 društva, tako da je včeraj sodelovalo 95 gasilcev, preko 25 vozil in zahteve so bile zahtevne, mislim, ker smo vse morali delati pod izolirnimi dihalnimi aparati, nagajal nam je pa precej močan veter. Včeraj smo mi požar dokaj hitro omejili, ampak so se pojavljala žarišča in ponovno se je prižigala zadeva. Danes je tudi stvar omejena, pod nadzorom že takoj, ampak zdaj se rušijo zadeve in razkopava. Ja, težko je predvideti, saj kot sami vidite, zdaj se ruši zadeva. Dokler se bodo pojavljala žarišča, bomo mi tu prisotni, potem pa bomo pač zaključili intervencijo. Ja, sam vzrok požara je težko povedati, kaj je bilo, verjetno samo žig, bodo pa to pokazali forenziki oziroma pač ugotovitve, ki se bodo naredile. Ja, odvisno od vetra. Veter se spreminja, veter tudi nese pol te delce pa dim za svojo smer, kam pač piha. Ja, na koncu bi pa se rad zahvalil vsem gasilcem, ki so pokazali svojo požrtvovalnost, znanje in se borili za to veliko požarno gmoto in hvala vsem, ki so nam pomagali.